Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. V začetku meseca maja smo obeležili Svetovni dan babic in prav je, da o tem častnem poklicu ter o vsem, kar je z njim povezano, spregovorimo tudi o naši oddaji Halo zdravnik. Nocoj bomo torej govorili o pripravi na porod, o značilnostih poroda in o negi novorojenca. Iz prve roke pa boste lahko izvedeli tudi marsikaj zanimivega o dogajanju v mariborski porodnišnici. Mojemu povabilu se je odzvala strokovna vodja zdravstvene nege oddelka za perinatologijo UKC Maribor, diplomirana babica Rozemarie Franc. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. Vesela sem, ker ste se odzvali povabilu in ker bomo govorili o tej prijazni tematiki, se lahko tako rečem. Ja, ste strokovna vodja zdravstvene nege v mariborski porodnišnici, kar sem povedala tudi že uvodoma, in predlagam, da se za dober začetek morda najprej posvetimo prav slednji. Kdaj je bila zgrajena mariborska porodnišnica, kot jo poznamo danes, in kako je bilo to področje urejeno predtem? Ja. Prvi temelji današnje mariborske porodnišnice so bili postavljeni decembra 1990. leta. To je bil za takratni čas pravzaprav velik dogodek, če povem, da je pravzaprav bila ta porodnišnica zgrajena s 4. samoprispevkom občanov mesta Maribor in takratnih občin Pesnica in pa Ruše. Pomeni, da je to veliko pomenilo tudi občanom tega našega ljubega mesta in da so dejansko se v bistvu vključili pravzaprav v izgradnjo te porodnišnice. Vsi je pa res izgradnja bila nujno potrebna. Uradna otvoritev porodnišnice, kot jo poznamo danes, je bil tisti slavni 22. težko pričakovani mesec maj 1991. leta. Predtem je bila porodnišnica na lokaciji današnjega kliničnega oddelka za splošno ginekologijo. Seveda so bili tam pogoji izredno, bom rekla, slabi, sobe so bile prenatrpane, ženske starejše generacije lahko povejo, da so bile to 10-posteljne sobe, da so bili pomanjkljivi sanitarni prostori, kopalnica in da dejansko je bila ta sprememba nujno potrebna, še posebej zato, ker je bil takratni oddelek v bistvu od druge svetovne vojne pa vse do 91. leta. Tako da zdaj seveda ta porodnišnica več ni nova, če vidimo, da je v bistvu že od takrat 26 let, pa kljub temu, bom rekla, za moje pojme dokaj lepa. No, odlično. Ja. Kakšne so trenutne prostorske in kadrovske kapacitete, ki jih imate na voljo? Zdaj, prostorske, bom rekla, vedno si želimo nekaj več, želimo si v bistvu slediti novim trendom, predvsem željam družin. Vedno več je teženj, da bi družine bivale tudi po porodu, da bi imele možnost, da bivajo tudi skupaj, da se jim to omogoči. Žal, trenutno v naši porodnišnici teh kapacitet še pravzaprav ni mogoče, se pa trudimo v tej smeri. Tako da če razdelim porodnišnico in pogledamo po samem porodnem bloku. V porodnem bloku je 6 porodnih sob, potem na odseku v prvi etaži je odsek za tvegano nosečnost. Tam razpolagamo z 29 posteljami in pa v drugem nadstropju imamo odsek za puerperi oziroma za poporodno obdobje. Tam razpolagamo z 37 posteljami in pa ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi odseka za intenzivno nego novorojenčkov, odseka za neonatologijo, kjer pa razpolaga z 12 do 15 posteljicami. Kako pa je kaj razporejeno, kako so kaj razporejeni kadri? Ja, zdaj naša porodnišnica je, bom rekla, med prvimi v Sloveniji, ki od leta 2010 na tem področju ne zaposlujemo diplomiranih medicinskih sester, ampak diplomirane babice. Drugače seveda pa tukaj, bom rekla, so zaposleni tudi bolničarji, zdravstveni tehniki, tudi diplomirane medicinske sestre, ki to delo opravljajo že več let in so prisotne bile ves čas naše hiše. Kar se tiče kadrovskih potreb, bom rekla, zagotovo je velika potreba po perinatologih,
Potem glede sistemizacije, ki je urejena trenutno zdaj, bi nekdo rekel, da je dovolj kadra, ampak glede na to, kako si babice želimo v prihodnosti, da je organizirano naše delo, bi rekla ja, potrebno je tudi večje število babic, pa tudi večje število zdravstvenih tehnikov. Upamo, da se bo to tudi nekako zgodilo. Tudi jaz. Ja, sicer pa me zanima, kako se je kaj babištvo kot tako spreminjalo skozi čas. S seboj ste prinesli tudi nekaj pripomočkov, nekateri nas spominjajo na življenje babic nekoč, nekateri pa tudi danes. Res je. Rada bi vam povedala, da je babištvo poklic, ki je staro toliko, kolikor je staro človeštvo. Prvi zapisi o babicah so že v Svetem pismu, v egipčanskih zapisih, tudi v raznih, bom rekla, zelo so bile cenjene v Grčiji in pri Rimljanih. Najslabše obdobje za babice je bilo obdobje srednjega veka, takrat so babice v bistvu bolj delovale na izkustvih, izkustva so prehajala iz roda v rod, babice niso bile izobražene, bile so bolj take zeliščarke in kot take so jih proglaševali velikokrat za čarovnice in marsikatera je končala tudi na grmadi. No, kasneje, zdaj, če bi se osredotočila recimo na področje naše države, Slovenije, je prav, da povem, ker marsikdo morda v Sloveniji ne ve, da je prva babiška šola v Evropi bila ustanovljena v Ljubljani leta 1753. leta in sicer na pobudo takratne cesarice Marije Terezije, ki je povabila porodničarja Gerharda van Swietna, da uredi takratno zanemarjeno avstrijsko zdravstvo. In on je prišel na idejo, da bi bilo pa fajn narediti babiško šolo. In prva babiška šola je bila ustanovljena v Ljubljani. In če rečemo, da je to bila avstrijsko-ogrska, nam je lahko v zelo veliko čast in ponos Slovencev, da je pouk na tej šoli potekal v slovenskem jeziku. Istega leta, vendar kasneje, je bila ustanovljena tudi v Celovcu in je tudi takrat pouk potekal v slovenskem jeziku. 6 let kasneje je bila ustanovljena v Gradcu. Tudi v Gradcu je pouk potekal v slovenskem jeziku in šele nekaj let kasneje potem tudi v Trstu in je tudi bila možnost poučevanja v slovenskem jeziku. Tako da naj povem, da je to prva šola, ki je postavila prve temelje poklicnim slovenskim šolam. To mogoče marsikdo ne ve in še nekaj, ta šola je neprekinjeno delovala, bom rekla, 231 let. Nažalost so jo ukinili. Zdaj, morali bi vprašati tiste, ki so to takrat to naredili. Zagotovo takšno tradicijo, ki je imela neko, bom rekla, kulturno in politično vrednost za Slovence, ni bilo prav in je pravzaprav to, bom kar povedala odkrito, nacionalna sramota. Kasneje, bom rekla, je pa tako, da ni šlo samo za izobraževanje babic na tej šoli, šlo je za tudi dvig porodništva, bom rekla, zato ker ta babiška šola je postavila prve temelje tudi kasneje kliniki za ginekologijo in perinatologijo v Ljubljani in pa ne nazadnje tudi katedri za ginekologijo in perinatologijo v okviru kasnejše medicinske fakultete v Ljubljani. Zdaj seveda, skozi izobraževanje se je spreminjalo izobraževanje za babic, pa tudi pripomočki. Velikokrat, včasih katera ženska ali pa nas vpraša glede kleščnega poroda, ali se še to uporablja. Jaz sem to prinesla vam pokazati. Te kleščice na pogled izgledajo, bom rekla, morda res zelo grozljivo, vendar vam lahko zagotavljam, da se to pri nas ne uporablja. To je star, bom rekla, porodničarski pripomoček, uporabljali so ga porodničarji v urgentnih stanjih, tako da tega se ne uporablja. Zdaj, dostikrat nas vprašajo glede vakuumskih porodov, tudi s sabo sem prinesla en taki pripomoček, ki ga tudi uporablja porodničar v, bom rekla, urgentnih stanjih, kjer je veliko bolj tudi že na pogled prijazen, tudi prijazen do otrokove glavice, tako da tukaj na področju pripomočkov se je marsikaj spremenilo. Pa še en taki osnovni babiški pripomoček, to je pa tako imenovano pinarjevo slušalo, kjer so babice, torej naše predhodnice,
v bistvu poslušale plodove srčne utripe. Tako so nastavile na trebušček in so poslušale. Moram reči, da ob tej priložnosti lahko rečem samo kapa dol, da so bile izredno zverzirane, da so bile prave mojstrice v tem, če vemo, da smo mi pa vseeno zdaj generacija, ker mi imamo možnost poslušanja plodovih srčnih utripov na tako imenovanih CTG aparatih. Tako da to. Tako da so se spreminjali tudi pripomočki, načini. Kakšen sloves pa imate babice danes? Kakšne so vaše izkušnje? Ste dovolj cenjene v družbi? Glejte, jaz mislim, da iz strani žensk, vsake ženske, ki pričakuje otroka ali je kdaj že rodila, smo babice zagotovo zelo cenjene, zaželjene in cenjene. V primerjavi z drugimi zdravstvenimi poklici, pa ne mislim tukaj porodničarjev, kaj ti dobri porodničarji se še kako dobro zavedajo, kako dragoceno je imeti ob sebi, bom rekla, zanesljivo, natančno babico. Pač pa mogoče tukaj na druge profile, pri katerih pravzaprav mogoče tudi ne hote, ravno zaradi tega, ker smo bile 11 let pravzaprav ukinjene. Babištvo je ponovno v Sloveniji se razvilo z 1996 letom, ko se je dvignil tudi nivo izobraževanja za babice na visokošolski ravni in se mi skozi zdi, da se moramo nekako dokazovati. Dokazovati, da nismo vredne samo za porodni blok, da nas naj ne trpajo več samo v porodnišnice, da smo dovolj izobražene in suverene tudi za področje ginekologije, tudi za področje patronažnega varstva, tudi za področje neonatologije, bom rekla, in konec koncev, tudi, če želite, tudi za področje, bom rekla, v obdobju, ko je pa ženska, bom rekla, starostnica ali pa postmenopauzalno obdobje. Že prej ste sicer omenili, da so prav na Slovenskem bile ustanovljene prve babiške šole, pa vendarle, kje se danes izobražujejo bodoče babice, pa tudi babičarji. Moramo poudariti, da ne gre več zgolj za babice ženskega spola, ampak da se v tem poklicu vse pogosteje pojavljajo tudi moški. Kaj jih je spodbudilo k temu? Res je, vam bom povedala. Glejte, šolanje je trenutno omogočeno v Sloveniji samo v Ljubljani in sicer na zdravstveni fakulteti smer babištvo. Pogoji, da nekdo postane babica, so železni. Prvič zato, ker sprejmejo samo 30 oseb iz cele Slovenije, kar pomeni, da so to študenti, pretežno zlati maturanti, študenti z odličnim uspehom, študenti z najmanj, bom rekla, prav dobrim uspehom iz srednje šole. Je pa res, da sprejemajo tudi 10 imajo mest za izredne študente, je pa ta študij dokaj drag. Res je, odločajo se tudi fantje. Zdaj, jaz lahko ob tem dogodku ali pač tem najnem srečanju povem, da smo mi prva porodnišnica v Sloveniji, ki smo leta 2002 presegli te svoje okvire predsodkov in smo rekli, dajmo sprejeti fanta v naš ženski kolektiv. In moram reči, da imamo izredno pozitivne izkušnje, tako da se nam je pred kratkim pridružil še en babičar. Zdaj za prvega, torej jaz upam, da ne bosta huda, da jih imenujem po imenu, oba sta že bila javno kar dokaj izpostavljena. Bom rekla, prvi babičar Bojan se je odločil za ta poklic, ker je gledal enkrat, pač, ko je bil mlajši, kotitel pač telička, pa je nekako čutil, da bi mogoče bil v tej smeri tudi primeren za ta poklic. Drugi babičar ima pa eno zelo tako, bom rekla, zanimivo zgodbo. Namreč njega je zelo zanimalo področje anatomije in pa patofiziologije. In potem je želel študirati pravzaprav medicino, ker pa je končal šolanje na srednji zdravstveni šoli, bi moral opraviti splošno maturo in je rekel, da bo 1 leto pavziral, da bo se pripravil na splošno maturo in potem, da gre naprej na medicinsko fakulteto. Ampak nekaj notranje mu je pa reklo, pa dajmo se še vseeno vpisati tu na babiško šolo in seveda, ker je bil priden dijak, je tudi prišel in prvič, ko je prišel v porodno sobo, je rekel, to je to.
tako da Se v je takoj medicinski našel. fakulteti ni bilo več ne duha, ne sluha. No, kakšne pa so, kaj kompetence, pa seveda tudi mera odgovornosti, ki jo imajo babice pri svojem delu. Če tudi na tem mestu narediva malce primerjave nekoč in danes, kaj bi lahko pokomentirali? Ja, zdaj bom rekla tako, babice skozi v bistvu se kompetence babic so trenutno so postavljeni eni osnovni temelji. Kolegice, ki so v odboru babiške sekcije, se trudijo, sicer malo dolgo časa že traja, ampak se trudijo, da postavijo te babiške kompetence, da jih tudi predstavijo in da se jih začne tudi v Sloveniji uporabljati. Jaz bom rekla, marsikaj je trenutno napisano, pa se tega ne uporablja. Pač, če praktični primer povem, želeli bi se, da bi nam priznali, ne samo, da je napisana ta kompetenca, priznanje 5 pregledov vodenja v nosečnosti, priznanje samostojnega vodenja normalnega poroda, priznanje samostojnega spremljanja normalnega poporodnega obdobja. Ne? Vse to si želimo, vse to so želje tudi babic, bom rekla, ampak zaenkrat je to v nekaterih porodnišnicah bolj, drugje manj, nekatere imajo tudi te klinične poti zelo lepo razvite, pri nekaterih pa ne. Tako da tukaj si babice želimo izboriti tudi to. No. Sicer pa predlagam, da se sedaj v mislih malce preseliva v vaše porodne sobe. Tudi sama sem že bila tam, pa vendarle, koliko jih imate, kako so opremljene, omeniva lahko tudi skupen prostor, ki ga ima mariborska porodnišnica, komu, čemu je namenjen? Ja. Porodnih sob je 6. Vse porodne sobe so enoposteljne, kar pomeni, da je v vsaki porodni sobi zagotovljena maksimalna intimnost za družino oziroma tudi za ženo, ki rojeva in za njene spremljevalce. V vsaki porodni sobi so seveda, bom rekla, porodna postelja, to je tak osnovni, bom rekla, oprema, CTG aparat, potem pripomočki za merjenje, tehtanje novorojenčka. Potem pa imajo babice razne svoje pripomočke, kot so masažne kroglice, žoge, tudi blazine. V 2 porodnih sobah je možnost poslušanja glasbe. Imamo pa tudi na razpolago tako imenovano porodno pručko, ki jo je izdelal en nemški mizar. Dobili pa smo jo v bistvu iz Nemčije, od ene hvaležne družine, ki je rodila pri nas in je tudi bila tista gospa prva, ki je v naši porodnišnici rodila na tej pručki, tako da smo jo imeli potem tudi dobili v dar in dobili podarjeno. Skupni prostor, to je tako imenovani dnevni prostor, je namenjen relaksaciji. Tako za ženske, katerih porod je še v začetni fazi, kakor tudi nenazadnje tudi spremljevalcem, da popijejo kakšen čaj, kakšno kavo. V tem prostoru je možno si tudi pogledati, ne vem, televizijski program. Tako da je v bistvu narejeno prijazno. Babice so ta prostor opremile, da so same dale denar za nalepke, tako da imamo stene polepljene z rožicami, z metuljčki, z ptički, bom rekla, da je tudi na nek način tudi temu bolj prijazno okolje. Torej, midvi bova še nadaljevali s pogovorom, če pa imate vi kakšno vprašanje na temo poroda, nege novorojenca, morda tudi česa iz mariborske porodnišnice, nas lahko pokličete, ker naša nocojšnja oddaja Halo zdravnik poteka v živo. Vaš klic pričakujemo na telefonski številki 02 620 3737 in naši diplomirani babici lahko zastavite tudi kakšno vprašanje. Tako, jaz pa predlagam, da nadaljujeva s tem. Torej, zanima me, ali je v navadi, da si bodoče mamice v času nosečnosti lahko pridejo tudi v živo malce pogledati vaše prostore, da jim okolje ni tako tuje, ko nastopi tisti čas za porod. Tako je, celo priporočamo jim, da pridejo, seveda jim najprej svetujemo, da seveda pokličejo, ker včasih so porodne sobe tudi polne. Zelo se veselimo tega obiska. Zakaj? Zato, ker ima na nek način pri tem obisku tudi možnost spoznati babice, ki bodo kasneje jih spremljali pač pri porodu. Zelo dobrodošlo.
res. Pa sicer je v navadi, da se porodnice že prej povežejo z babicami ali morda tudi dogovorijo, s katero izmed njih, ali je to zgolj slučaj? Tudi je navadno, je to tako. Zdaj razne sorodnice, prijateljice, tudi dve moji najboljši prijateljici sem jih spremljala pri porodu, si sploh ne znam predstavljati, kako bi bilo, če ne bi. Bom rekla, je pa res, da organizacija dela, no, to je to, kar si babice želimo. Temu mi pravimo kontinuirana babiška skrb. Trenutno zdravstveni sistem, ki je v naši državi, ni prijazen babicam, pa tudi ne na nek način mogoče tudi porodnicam, ne. Mi si želimo, najbrž bi bilo dobro povprašati tudi kakšno ženo ali pa tisto, ki se pripravlja zdaj na porod, da bi imele možnost poznati našo nosečnico v času nosečnosti, da bi se ji lahko posvetile, da bi lahko delale zdravstveno vzgojno delo. S tem bi tudi nosečnica babico spoznala, imela bi manjši strah, vedela bi, da pride k poznani osebi. Potem bi jo spremljale tekom poroda in pa tudi v poporodnem obdobju. To kontinuiteto si želimo. Se slednje že izvaja v tujini? Ja. Tako da bi si lahko vzeli za vzgled dobre prakse. Res je, res je. Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi to, da mariborska porodnišnica organizira tudi pripravo na starševstvo. Kako dolgo že to izvajate in kako slednje poteka? Ja, to se izvajamo od leta 2006, tako da lani smo praznovali 20. obletnico obstoja. Zdaj, skozi zgodovino se je malo spremenilo. Najprej je bila materinska šola zaradi tega, ker so pretežno v to šolo prihajale izključno samo ženske. Potem pa se je začela težnja, da je v bistvu pri teh pripravah tudi spremljevalec, partner, mož, in smo potem spremenili ta naziv v šola za bodoče starše. Potem so nam pa nekatere ženske dejale, da dejansko tudi to šolo obiskujejo, tudi tiste, ki so pa že starši, in smo jo spet spremenili naziv v bistvu v šolo za starše. Na kar vedno pač malo prisluhnemo tudi našim, da takole rečem, odjemalcem naših storitev. Za nekatere je ta šola, beseda šola, imela včasih tako negativno konotacijo, ne, kaj pa zdaj v tej šoli, ne, ali bomo mi morali kaj roke dvigovati, ali bo kako preizkus znanja tam. Potem pa smo rekli, da bomo šli v bistvu na nov, bom rekla, terminologijo in pač imenujemo to zdaj priprava na starševstvo. Koliko srečanj je planiranih? 7 srečanj, v teh srečanjih sodeluje torej babica, potem diplomirana medicinska sestra, ki pove o negi novorojenčka, babica o porodnih dobah, potem porodničar, ki se dotakne tudi samega poroda, pa tudi urgentnih stanj, kot so carski rez, kot je dokončanje poroda z vakuumom. Potem ima predavanje tudi klinična psihologinja, anestezistka in pa pediater, neonatolog. Tako da je širok nabor predavateljev in tudi veliko koristnih informacij je mogoče tam slišati in pridobiti. In še ena babica oziroma več babic ima pa tudi, se izmenjujejo, ima pa tudi poporodno obdobje. Tako da je v bistvu od nosečnosti pa do poporodnega obdobja v bistvu pokrito. Kakšne so pa kaj vaše izkušnje? Se bodoče mame oziroma bodoči starši radi udeležujejo tovrstne priprave? Radi. Glede na obisk, ki ga imamo, lahko tudi malo predvidevamo, kaj nas čaka, potem tudi kasneje. Moram reči, da je ta priprava na starševstvo izredno dobro obiskana. Pa tudi moram povedati, zdaj mi bi si mogoče želeli, da bi bile te skupine malo manjše, pa nam to našem delu, troizmenskem delu, to zelo težko tudi znese. Ampak, če ima katerakoli, bom rekla, porodnica ali pa nosečnica, kakršnokoli vprašanje, smo jim tudi na voljo, tudi v samih porodnih sobah, tudi na oddelku
tudi za morebitne individualne razgovore. Tudi to je pomemben podatek. Ja. Sicer pa se je potrebno na pripravo za starševstvo tudi pravočasno predhodno prijaviti. Morda še beseda o tem, kje se lahko prijavijo. Ja, pri nas se prijavijo preko naše službe oziroma bom rekla za službe za stike z javnostjo. Včasih so morali klicati telefonično, pa je bilo to zelo, bom rekla, neprijetno. Zdaj bom rekla, dobi elektronike, pa se lahko prijavijo na spletni strani bolnišnice, torej grejo pod kliniko za ginekologijo in perinatologijo, oddelek za perinatologijo, malo bom rekla, je to, ker še vedno v laični populaciji porodnišnica, potem pa grejo na pripravo na starševstvo, tam pa imajo potem prijavnico v elektronski obliki, tudi na praktične vaje se prijavijo in imajo tudi cel program za pač tekoči mesec. Kdaj pa je tisti pravi čas, da se odločimo za prijavo na pripravo za starševstvo? Kateri mesec nosečnosti? Jaz bom rekla tako nekje 8 tednov pred porodnim terminom. To bom rekla proti koncu, če zdaj govoriva o mesecih nosečnosti, proti koncu 7. torej v začetku 8. meseca nosečnosti. Je optimalni čas za obisk. Tako da tudi v primeru, če nas kaj preseneti in pohiti, so bodoče mamice dovolj dobro pripravljene in seznanjene. Kakšna je pa se pravi populacija, ki sedi na teh vaših predavanjih? Prevladujejo mame same ali s seboj običajno pripeljajo tudi partnerje oziroma spremljevalce? Ja, pravzaprav je veliko spremljevalcev, veliko bom rekla, niso pa to samo partnerji. Navadno so to osebe, ki jo tudi kasneje spremljajo pri porodu, lahko so to tudi prijateljice, tudi razne spremljevalke, tudi mame. Včasih, recimo, če imamo kakšne komunikacijske bariere, v smislu, da imamo koga, bom rekla, tudi gluhonemega, smo imeli že tudi v bistvu govorca za telesno govorico, pa tudi prevajalca, tako da vsemu se prilagodimo, da tako rečem. Odlično. Kako poleg vaših srečanj za pripravo na starševstvo pa se lahko bodoče mame še dodatno pripravijo na porod in novega družinskega člana? Kaj vi svetujete? Trenutno je aktualnih precej dejavnosti, od joge za nosečnice. Kaj še bi lahko izpostavili? Ja, zelo. Tudi razne telovadbe, razna akupunktura. Jaz bi mogoče tukaj nosečnice samo opozorila, da morajo vedeti, kam grejo. Ni dovolj, oziroma na tržišču imamo marsikaj, tudi ljudi, ki so z raznimi hitrimi tečaji prišli do raznih tako imenovanih vaditeljev. Pomembno je, da tisti, ki ima tečaj, pozna v bistvu, kdo je nosečnica, pozna, bom rekla, fiziologijo nosečnosti, kajti ni vseeno, kakšne vaje opravljaš v prvem trimesečju, v drugem trimesečju ali v tretjem trimesečju. Navadno to področje zelo dobro poznajo fizioterapevtke, pa tudi nekaj naših babic se je v bistvu tudi na to temo izobraževalo in se še izobražuje. Ampak načeloma bi rekla nosečnicam, da ni vse zlato, kaj se sveti, da je dobro, da se pozanimajo, da ima oseba, ki izvaja te vaje, da ima ustrezni certifikat pridobljen. Drugače seveda, joga je priporočljiva, akupunktura je priporočljiva, vse tisto, kar tudi nosečnica meni, da je bo, bom rekla, pomagala, da jo sprošča tudi meditacija, pa ne nazadnje tudi risanje mandal ali pa barvanje mandal. Vse to, kar deluje sproščujoče, umirjeno. In če se morda še malce navežem na pripravo za starševstvo, ki jo organizirate v sklopu vaše porodnišnice, ali je slednja priprava pogoj, da lahko tudi partner oziroma drug spremljevalec prisostvuje pri porodu? Ne. Ni. Ta priprava na starševstvo ne, mi tega ne pogojujemo več. Osebno pa tudi večina, bom rekla, osebja v porodnišnici smatra, da je to v bistvu dogodek družine in da je prav, da jim ne omejujemo bistvo tega in jim ne kratimo dejansko tega lepega dogodka še s tem.
S tem, ko smo to sprejeli, ne opažamo manjši upad. Bom rekla, pravzaprav ljudje še vedno to zanima, tudi spremljevalce, tako da že radi vejo, kaj jih pa čaka, ne? Recimo, pa kakšno doživetje bo pravzaprav. Kako pa imate sicer urejeno? Ena porodnica lahko ima enega spremljevalca, je določeno število slednjih v porodnih sobah? Ena porodnica ima lahko dva spremljevalca, ki si jih ona želi. Ni rečeno, da je to partner. Včasih so pač življenjske zgodbe so različne, vse tudi mogoče so tudi tragične, tako da je lahko prisotna dve osebi, katerekoli želi porodnica in jim zaupa. Odlično. Tako mimogrede, morda ne bi bilo slabo, če nocoj poveva tudi, koliko tednov pravzaprav traja nosečnost in kdaj je tista mejnica, ko lahko rečemo, da je otrok donošen. Ja, nosečnost traja 40 tednov. V bistvu, da rečemo, da je novorojenček donošen, je od dopolnjenega 37. tedna nosečnosti. Se pravi, predviden datum poroda običajno zavisi od zaključka teh 40 tednov, pa vendarle, če se kateremu novorojenčku še ne mudi na svet, kdaj je pa tista zadnja meja, ko pa je potrebno porod sprožiti? Ja, takrat to odločitev pa pri nas zmeraj in povsod pač v bistvu določi dan in kdaj bi bilo pa primerno, da se ta nosečnost konča. Je pa v bistvu zdravnik, porodničar, porodničarka tista. Včasih jim pri tem tudi pomaga, ne vem, konzultacija, včasih tudi z neonatologi, tako da gre v bistvu to za eno tako skupno odločitev. Babice pa v tem primeru, kadar je treba pač to končati porod in o tem odloči zdravnik, takrat pa v tem seveda timu sodelujemo, ne. Ni pa babica tista, ki reče tako, zdaj se bo pa to končalo, ne. Babica je v bistvu zadolžena za spremljanje normalnega poroda, takrat, kadar gre pa kaj narobe in porodničar to ugotovi, bodisi na podlagi CTG zapisa, bodisi na podlagi ultrazvočne preiskave, je pa potem to v domeni porodničarja. In če se še malce vrneva v čas same nosečnosti, kdaj po vašem mnenju je tisti pravi čas za nakup otroške opreme? Nenazadnje vemo, da se vse nosečnosti tudi ne končajo srečno. Res je, ampak obstaja v Sloveniji ena taka, bom rekla, tiha vraža, kjer nekako prehaja iz roda v rod, da dokler ne začuti ženska prvih gibov ploda, naj ne bi kupovala stvari. To je ena izmed takih vraž. Jaz bom pa rekla, takrat, ko se v bistvu pripravljaš na porod, pa glede, tudi je to odvisno, recimo voziček, ne, je tudi odvisno, katerega izbereš in v kateri trgovini, ker določeni vozički imajo rok nabave precej, bom rekla, daljši, tudi razna oprema. Tako bi rekla, da tam po 30. tednu pa nekako potem se pripravlja ženska in tudi ženska, veste, čuti. Ženske imamo, temu rečemo, tak proces gnezdenja. Ženske v tem času kar nekako pospravljamo, čistimo, barvamo, pripravljamo, nismo mirne, ne? In ko ti nekdo reče že proti koncu nosečnosti, da bi bilo fajn, da se malo umiriš, je ženska kar tako, skozi še nekaj moramo postoriti. Zelo smo aktivne, no? Tako da rečem, tako da nas tudi že telo opozarja, kdaj in kako. Tako da je potrebno prisluhniti samemu sebi in temu tudi zaupati. Prej ste omenili tiste prve gibe, ki jih lahko bodoča mamica začuti. Kdaj običajno se prvič pojavijo in kako jih lahko prepozna? Ja, zdaj bom rekla, pri prvorodkah navadno kasneje, okrog 20. 19. tedna nosečnosti. To izgleda tako, kot da bi nam plavali v trebuščku, kot da bi izplavala kakšna ribica ali bi čutili dobesedno metuljčke. Sprva so ti gibi zelo, bom rekla, nežni, potem pa sčasoma postajajo, potem pa vedno bolj, bom rekla, aktivni, no. Kako pa je kaj s pripravo torbe za v porodnišnico? Tudi o teh informacijah govorite na pripravi za starševstvo. Kaj svetujete? Kaj je potrebno vanjo dati in kdaj jo pripraviti? Tako. Priprava torbe je odvisna tudi od letnega časa. Torbico malo drugače pripravimo, če je poletni čas ali pa če je zimski čas. Priprava torbice je najbolje, da je
pripravljena že nekaj tednov pred porodnim terminom, zato da takrat, kadar se odpravimo v porodnišnico, pač enostavno vzamemo. Če se pa zgodi, da se pozabi, zdaj lahko rečem za našo porodnišnico, v naši porodnišnici pravzaprav tisti čas, ko rojevate in tisti čas, ko bivate pri nas, ne potrebujete praktično ničesar. Dobite lanolinsko mazilo za nego bradavic, dobite za nego novorojenčka, dobite za umivanje novorojenčka, dobite predloge, skratka, dobite spalno srajčko, dobite nenazadnje tudi copate. Skratka, vse take stvari, tako da ima, bom rekla, otročnica in pol spremljevalec tudi v miru čas prinesti torbico. Zdaj, navadno v tej torbici so seveda, se pa ne sme pozabiti, kadar je dan odpusta oblačilca za novorojenčka. Navadno je to kakšna odejica, če je zimski čas, kapica, srajčka, majčka, plenička za enkratno uporabo in pa seveda tudi žabice, copatki, jopica, je pa odvisno seveda od poletnega časa. Tako da ste zdaj tudi povedali kar nekaj koristnih informacij za vse mamice v pričakovanju. Naj še enkrat povem, da nas lahko pokličete v studio na telefonsko številko 02 620 3737 in moji nocojšnji gosti zastavite kakšno vprašanje. Naj še enkrat povzamem, da je rdeča nit nocojšnje oddaje Halo zdravnik, prav babištvo, porodništvo, pa tudi nega novorojenca. Midve pa, če nadaljujeva z najnim pogovorom, še nekaj je zelo pomembno, namreč kdaj lahko porodnica ve, da je napočil pravi trenutek za odhod v Rim, bi lahko rekli, tako klišejsko. Ja, res je. Zdaj tako, mi pri pripravi na starševstvo rečemo tako. Porodnica oziroma nosečnica se naj odpravi v porodnišnico, kadar ji odteče plodovnica. Plodovnica je bistra do mlečne barve tekočina, navadno, bom rekla, ima en specifični vonj, in pa je lahko neodvisno od teka, ne glede na to, ali ženska pri tem čuti kakršnekoli bolečine ali ne. Torej, če odteka plodovnica, absolutni znak za odhod v porodnišnico. Z popadki je pa tako. Marsikdaj se ženske, sploh tiste prvorodke, sprašujejo, kako bom vedela, da imam prave popadke. Včasih nas tudi vprašajo, ali je ta bolečina primerljiva z kakršnokoli drugo bolečino v telesu. Pa rečemo, ta bolečina žal je ne moreš primerjati ne z zobobolom, ne z glavobolom, ne z zlomom kosti. Morda še je najbolj primerljiva, če je kdo, ne vem, da bodo mogoče tudi moški lažje razumeli, če je kdo imel že žalčne kamne ali pa ledvične kamne. To je v bistvu bolečina, ki prime, nekaj časa traja kot kolika in spusti. Zdaj pa, od začetka so ti krči, ti začetni popadki še neredni. To je to, kar so mnogokrat tak v dilemi ženske, pa si misli, bi že šla, pa naenkrat poneha. Rečemo, da tiste, ki rodijo prvič, naj pridejo, ko imajo na 5 minut redne, močnejše popadke, če so v Mariboru in okolici, če so to osebe, ki se vozijo dlje časa, da prihajajo tudi iz drugih krajev, na 10 minut. Tiste, ki rojevajo drugič ali večkrat, kadar so te bolečine na 10 minut. Potem drugi taki znak bližajočega poroda je tudi krvavkasti scedek. Zdaj pa tako, če gre za manjši krvavkasti scedek, je to samo znak, da se maternično ustje krajša in mehča. Če pa gre za večjo krvavitev, ki je večja kot za en vložek, to je pa resni alarm in se mora takoj odpraviti v porodnišnico, ker lahko nakazuje, da se prezgodaj loči posteljica. In še nekaj je, če ne zabeleži dovolj gibov. Tudi če otročka dovolj ne čutimo, torej v 12 urah vsaj 10 gibov, čeprav se tukaj zdaj še tudi dogovarjamo, da bi pač se naredile tudi nove smernice, tudi takrat. Pa jaz bom rekla kot babica, kadarkoli ima en notranji slab občutek ali pa ni prepričana, vedno rečem, bolje pridi 10-krat, pa rečemo 10-krat, da je v redu, kot da se ubadati, ali bom prišla ob 2 zjutraj ali ne,
koga bom tam zbudila, nikogar, ker je naša služba 24-urna in priti prepozno. Tako da to si je že vredno zapomniti. Kaj pa se zgodi, ko porodnica potem enkrat potrka na vaša vrata? Tako kot običajno pri vseh stvareh v naši ljubi državi, najprej jo pričaka kup birokracije in papirjev, je res? Res je, čeprav se babice temu, bom rekla, poskušamo izogniti na tak način, da ravno ženske, ki opravijo razne preglede v porodnišnici ali v sosednji stavbi ali grejo mimo porodnišnice, da se oglasijo v porodnem bloku pri babicah in le te, če imajo čas, napišejo to veliko dokumentacije takrat, kadar žena nima popadkov. In v bistvu, ko pride, potem to dokumentacijo prihranimo, jo zaklenemo, da tisti čas, ko pride potem k nam, je v bistvu 3/4 že tega vsega napisanega. Zelo hudo je, če ima nekdo bolečine, pa rojeva, včasih se tudi zgodi, da katera prej rodi, pa kasneje podpisuje papirje, tudi to se je že zgodilo. Je pa res, dokumentacija je ogromno, privolitveni obrazci, potem anamnestični podatki, negovalna, babiška anamneza, zdravniška anamneza in nenazadnje pa potem cel kup teh protokolov, merjenje vitalnih funkcij, temperature, pulza, pritiska, opravljanje vaginalnega pregleda, potem spremljanje plodovih srčnih utripov, ja, kar nekaj je. Edino, kar bi mogoče poudarila v naši porodnišnici, ne dajemo klistirja, tega ob sprejemnem postopku v naši porodnišnici ni, že kar precej let ne, in pa tudi nepotrebnega britja. Večinoma pa pridejo ženske, bom rekla, kar tudi urejene ali pa pobrite tudi same, se vse uredijo tudi doma. Tako da ni potrebno še s tem skrbeti. Ja. Kaj pa se sicer dogaja v porodnih sobah? Že prej sva govorili o tem, koliko jih je, kako so opremljene. Bi lahko malce orisali dogajanje? Ja, jaz bom rekla tako. Če me zdaj vprašate, kako je to z dopoldanskim, popoldanskim in nočnim časom, je najbolj umirjena porodna soba, kar se, bom rekla tako, osebja tiče, pa to ne pomeni, da nikjer nikogar ni, ampak je vendarle noč bolj umirjena. Zakaj? V dopoldanskem času je naše porodne sobe kot učna bolnišnica gostijo tudi študente medicine, študente zdravstvene nege, študente babištva, dijake zdravstvene nege, cel kup je enega osebja, ki pa je seveda lahko porodnica, če ne želi prisotnost, pač pri porodu tudi seveda odkloni. Tudi to je res. Zdaj pa tako, ni iz trte zvito tisti rek, več babic bolj kilavo dete. To pomeni, da kadar vse ne poteka tako, kot mora, običajno bom rekla, če je normalni porod, je pri porodu prisotna babica ali pa 2 babici, tista, ki ji pač pomaga. Včasih je tudi porodničar, ni pa nujno, da je prisoten pri normalnem porodu. Kadar se pa stvar zakomplicira, pa naenkrat iz teh 2 oseb pridejo v porodno sobo več. In sicer neonatolog za svojo ekipo, diplomirane sestre, zdravstvenega tehnika, včasih tudi anestezist in iz teh 2 oseb, ne pa še porodničar, jih pride naenkrat 5, 6, 7. Jaz bom rekla tako, porodna soba je za moje pojme svetišče. Vsak, ki vstopa v porodno sobo in izstopa, se mora zavedati, da se v vsakem svetišču govori tiho, da je treba v to svetišče vstopati spoštljivo in da je treba spoštovati želje porodnic, intimnost porodnic, tako je pravilno obnašanje v porodnih sobah. In kakšne so kaj vaše izkušnje z vašimi sodelavci? Jaz bom rekla tako, trudimo se, nismo popolni, trudimo se, en drugega opozarjamo, saj veste, tudi mi se včasih tudi na glas kaj zasmejimo ali pa tudi kaj na glas kar rečemo, načeloma pa kar pazimo na komunikacijo, ne, pa tudi v tej dobi, elektronski dobi, jaz nisem pristaš in tudi menim, osebno menim, da nekdo pa ne glede na katerem koli področju v bolnišnici, če ti obravnavaš nekega pacienta, v našem primeru je to porodnica, in zraven, ne vem, pregleduje svoj mobitel, to ni spoštljivi odnos
Ne? Takrat se je treba posvetiti in ves fokus dati zaradi ljudi, katerih smo mi tam. Tako. Ja. Če se mogoče dotakneva še posameznih porodnih faz, bi jih lahko na kratko opisali, kako si sledijo? Ja, porodne dobe so 4. Prva doba je doba odpiranja. To je od začetka rednih popadkov do popolnega odprtja materničnega ustja. Druga porodna doba je doba odpiranja. Tretja porodna doba je posteljnična doba, kar pomeni, da se poraja posteljica. In četrta, to je pa tiste 3 ure po porodu, kjer ženska še po porodu 3 ure biva v porodnih sobah. Tako. Kakšne so pa kaj možnosti za lajšanje porodne bolečine pri vas? Ja. Ženska je tista, ki se pravzaprav odloči o načinu. Zdaj bom tako rekla, pri nas je možno dobiti analgetična, zdaj če grem od najbolj blagih, najprej lahko blažimo torej z nefarmakološkimi sredstvi. To je v smislu, da lahko uporabimo topel tuš, lahko uporabimo masažo, lahko uporabimo tudi kakšno eterično olje, če ima porodnica recimo s seboj, kakšne pripomočke, kot so recimo te masažne žogice. Potem se lahko poslužujemo tudi, bom rekla, analgetične terapije parenteralno, to pomeni, da se bodisi, da pač bolj razumljivo, da se lahko daje torej tudi v, bom rekla, intravenozno, torej v žilo. Potem se lahko poslužujemo dušikovega oksidula, to je v bistvu sredstvo, kjer se ga diha skozi masko, in pa seveda epiduralna analgezija. Epiduralna analgezija v naši porodnišnici je, bom rekla, na razpolago samo od ponedeljka do petka. Kar bom rekla, se babice, porodničarji, pa ne nazadnje tudi anesteziologi s tem ne strinjajo. Vi morate vedeti, da je člen v zakonu o pacientovih pravicah na prvem mestu lajšanje bolečine, pa ne glede kakršnakoli je. Porodna bolečina je bolečina in samo zato, ker so ženske rojevale več tisoč let tako, kot so pač rojevale, ne mora biti opravičljivi razlog, da ne bi te bolečine adekvatno v bistvu lajšali, če ženska to želi. Vkolikor ženska dovolj najde svoje notranje moči, da to bolečino, bom rekla, prestane, tudi stoično, ji tega ni potrebno, vendar v 3. tisočletju ob vsem napredku moderne medicine je nehumano, nedopustno, da ženske v porodnih sobah še kričijo. In jaz se velikokrat pohecam, da če bi bili v dobi, ko bi rojevali moški, bi zagotovo bila epiduralna analgezija uzakonjena. Pa mislite, da bo kmalu kaj na tem, da bodo lahko tudi tiste porodnice, katerih otroci bodo želeli na svet privekati tudi čez vikend ali po noči, imele ta privilegij? Jaz si srčno želim, trudimo se, razlogi so višji od nas, da takole rečem. Moram pa nekaj poudariti, če vidimo, da porod zaradi neadekvatnega lajšanja porodne bolečine ne napreduje, takrat ne glede koliko je ura, prosimo tudi anestezista in nam prisluhnejo in tudi naredijo, bom rekla, tudi kdaj pa kdaj kakšno izjemo, ampak tudi oni preko svojih dela zmožnosti tudi ne morejo. Tako da potrebno bo mogoče malo tudi te ženske iniciative, da nam pomagajo, da enostavno rečejo, to je naša pravica in to si mi zaslužimo in do tega smo upravičene. Tako. Kakšen je pa kaj odstotek žensk, ki si želijo tovrstne možnosti za lajšanje porodne bolečine? Po čem najpogosteje posegajo? Zdaj, tiste porodnišnice, če gledamo statistične podatke, ki imajo možnost 24-urno epiduralno analgezijo, ni odstotek tako visok, kot bi mogoče pričakovali. Ne? V nekaterih porodnišnicah je to samo 24%, ampak že zavest, da je to v porodnišnici možno, ne, se mi zdi, greš nekako z lažjim srcem tam. Ne? Tako da v naši porodnišnici večinoma pač posegamo po teh parenteralnih analgetikih, pa seveda, no, bom rekla, tudi z stalno prisotnostjo in spodbudo tudi babice. Ne, ona je tista, ki je ves čas prisotna pri porodnici tudi z, bom rekla, z spodbudo, z masažo, z dotikom.
na tak način. Ja. Vem, da je vsak porod zgodba zase, pa vendarle bi lahko tako pošolsko opredelili, kako dolgo običajno traja en porod. Res je. Načeloma tiste ženske, ki rojevajo drugič in večkrat, navadno porodi res potekajo hitreje, ampak vseeno nekako, če potegnem neko časovnico, pa aktivna faza poroda več kot 12 ur ne bi smela trajati. Do 12 ur ja, potem pa skoraj da več ne. Kaj pa pravi statistika, če primerjamo število naravnih porodov s carskimi rezi? Ja, zdaj tako je. V naši porodnišnici beležimo, zdaj govorim za lansko leto, 23% carskih rezov. Zdaj nekaj tudi na račun, ker smo terciarni center in se ukvarjamo tudi z ogromno prezgodaj rojenimi otroci. Zdaj ta procent carskih rezov, mislim, da ni porodnišnice, v kateri ne bi pač tudi naraščal. Vse posod, če pogledamo tudi nekatere druge države, kot so recimo Italija, je zelo veliko število carskih rezov, da o Braziliji sploh ne govorimo. Kaj pa sicer, ali porodnice pogosto prinesejo s seboj v porodno sobo tudi že vnaprej skrbno izdelan načrt poroda, kakršnega bi si želele? Res je in povem vam, da so nekatere pri tem prave mojstrice. Da prinesejo tudi kakšne slike, tudi od celotne družine, da jih babice pri tem spodbujajo. Prav je, da prinesejo porodni načrt, prav je, da določene stvari gremo skozi, da povemo, da vidimo, kaj si želi. In nenazadnje, kar pa mogoče ni toliko poznano, ne samo porodni načrt, zelo in tudi v tujini že izdelujejo tudi poporodne načrte. Torej, kako si ona zamislila, kako bo dojila, kako bo hranila, kako bo negovala, kdo ji bo pri tem pomagal, kdo bo opravljal gospodinjska opravila. Ja, zelo zaželjeno, oba, porodni in poporodni. Ta bo verjetno tudi v Sloveniji kmalu postal tako trendi kot trenutno porodni. Skratka, ko je enkrat zadeva v porodnih sobah zaključena, rekli ste, da porodnica tam preživi še 3 ure. Kaj se dogaja v tistem času? Verjetno je še pod budnim očesom. Tako. Takrat babica pogleda, kontrolira krčenje maternice, kontrolira krvavitev, kontrolira vitalne funkcije, puls, temperatura, bom rekla, in pa krvni pritisk. Prekontrolira morebitno epiziotomijsko rano, prekontrolira tudi identifikacijo porodnice in novorojenčka, prekontrolira pri novorojenčku popek, če je morebiti medtem odvajal, prekontrolirata se obe zapestnici, potem pa oba gresta na oddelek za otročnice. In kaj se potem dogaja na samem oddelku? Ja, na oddelku je pa prvih 24 ur, bom rekla, bolj mirno, zato ker novorojenčki prvih 24 ur večinoma spijo. In potem so veliko otročnic zaskrbljenih, kaj to pomeni. Ampak naslednjih 24 ur se pa situacija zelo spremeni. Otrok iz tega počivanja, kar je tako naredila tudi narava in prav, da je, začne postajati aktiven, začne venomer sesati. Ni nujno, da je zmeraj lačen, želi si maminega vonja, želi si mamine topline. In včasih je pa potem to za otročnico tudi zna biti, bom rekla, naporno. Predvidevam, glede na to, da imate tudi moto Prijazna porodnišnica, da tudi na vašem oddelku spodbujate dojenje. Ja, spodbujamo. In tudi pomagate. Pomagamo, pretežno to delajo pri nas zraven babic zdravstveni tehniki. Moram reči, da so punce, bom rekla, izredno voljne pomagati, da je to ogromno zdravstvenega dela, da ni toliko fizično naporno kot v primerjavi s katerim drugim oddelkom, je pa resnično ogromno zdravstveno-vzgojnega dela in pa predvsem to, da znaš ženski povedati, da ji gre dobro, da jo znaš v pravem, bom rekla, trenutku tudi spodbuditi, da ji znaš prisluhniti in da je takrat, kadar malo, mi temu rečemo, rejting pade, kadar si tudi utrujen, da jo spodbudiš in ji daš nove moči za naprej. Kako dolgo pa običajno traja hospitalizacija po porodu?
48 do 72 ur po vaginalnem porodu, 4. dan odhajajo domov po carskem rezu. Se pogosto zgodi, da se še zavleče kak dan, dva ali več? Glejte, če vidimo, da recimo dojenje ne steče, da je zdravstveno stanje ženske ali novorojenčka ne sovpada z odhodom domov, se seveda to tudi podaljša. Povedati pa moram tudi to, da na oddelku za otročnice, recimo vsem otročnicam, ki rodijo dvojčke in vemo, da potrebujejo veliko še dodatne pomoči, brez kakršnega koli doplačila jih namenimo oziroma namestimo, tako da so same v sobi in da imajo možnost, da za njimi biva kdorkoli od sorodnikov, ki potem tudi pomaga. To je zagotovo en dober korak in kot ste omenili, pravzaprav že uvodoma, da stremite tudi k temu, da bi lahko partnerji več časa preživeli svojo novo nastalo družino. Upajmo, da se bo tudi to kmalu realiziralo. Ja, tudi mi zelo si tega želimo. No, tako. Mogoče še sama statistika, koliko porodov beležite približno v enem letu v mariborski porodnišnici in še to me zanima, ali podatek upada, narašča, kakšno je trenutno stanje? Ja, zdaj v lani smo beležili 2145 porodov. Če zdaj to primerjava z letom 2015, je to 42 oziroma 43 porodov več. Če pa to primerjava z letom, še enim letom poprej, torej z 2014, je pa ta podatek 30 porodov manj. Tako da vedno nekje tukaj variiramo. Je pa res, in tega smo tudi zelo veseli, da pa bi drastično padlo število porodov v naši porodnišnici, pa ne. Koliko pa so v povprečju stare porodnice? Vemo, da se trend starosti malce viša. Ja, vedno bolj se viša. Za prvorodke vam lahko povem, da je bilo lani, pa tudi predlani povprečje 29, zdaj pa še nekaj, ampak 29 let. Tako da v primerjavi z takratnim časom, ko so rojevale naše mame, se je v bistvu dejansko res starostna doba žensk zelo dvignila. Kaj pa to prinaša še s seboj? So te mame bolj odgovorne, bolj zrele ali morda tudi bolj panične in prestrašene? Ne bi vedno rekla, odvisno. Glejte, starost ni pogoj, da je nekdo zrel. Jaz mislim, da je nekdo gre bolj umirjen oziroma pride, če ima tudi življenje, bom rekla, urejeno. Če ima en trdni temelj tudi v osnovni družini, ki mu stoji ob strani, če ima ženska svojo eksistenčno vrednost, kar pomeni, da je neodvisna, da ima zaposlitev. To vse prinaša, bom rekla, nekak mir tudi v njeni duši in ne nazadnje, če rodi zdravega novorojenčka. Kar je pa vendarle najpomembneje. Najpomembneje. Tako, najlepše se vam zahvaljujem za vaš obisk, za vse koristne informacije in še veliko lepih trenutkov v vaši porodnišnici. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, spremljali ste oddajo Halo zdravnik, ki smo jo tokrat posvetili porodu in negi novorojenca. V studiu sem gostila strokovno vodjo zdravstvene nege oddelka za perinatologijo UKC Maribor, diplomirano babico Rozemarie Franc. Vaše družbe pa bom vesela tudi prihodnji teden, ko bom na pogovor povabila predstojnico oddelka za očesne bolezni UKC Maribor, redno profesorico doktorico Dušico Pahor, doktorico medicine, specialistko oftalmologije. Tema oddaje bo diabetična retinopatija, ki predstavlja enega izmed zapletov sladkorne bolezni. Bodite z nami, srečno!